Lep pozdrav, moje ime je Adi Omerovič, dobrodošli v finančnem podcastu. Kaj je torej tehnična analiza? O tem bomo danes govorili, v čem se razlikuje od fundamentalne in ali se da s tehnično analizo bolje zaslužiti na borzi kot s fundamentalno. O vsem tem bom se pogovarjal z današnjim gostom Matejem Rizmanom, direktorjem družbe Albacor. Lep pozdrav, Matej, dobrodošel. Dobar dan, Matejem Rajsmanom. Rajsmanom, sem narobe primek izgovoril. V bistvu, da se najprej predstavim. Dejva uvodoma mogoče. V bistvu jaz izhajam iz fundamentalne analize, zato ker sem se od leta 2002 začel ukvarjati z svetovanjem iz področja prevzemov in združitev. Začel sem kariero v podjetju Deloitte, od 2014 pa skupaj s kolegom iz Deloitta, Gregom McPartlinom, ustanovila podjetje Albacor in smo v bistvu delali na prevzemih, tudi na kakšnih ocenah vrednosti, na prestrukturiranih podjetij. No in v bistvu cel ta čas sem se tudi ukvarjal z investiranjem, vedno mi je nekako bil blizu tisti pristop od Warrena Buffetta v nekem trenutku. Sem pa pač videl, ali pa sem bil mnenja, da fundamentalna analiza, ki jo jaz poznam, več ne deluje na trgih, da je nekako vse zelo precenjeno, da delnice še kar rastejo, da kripto raste, da v bistvu in surovine rastejo, da se pač zadeve ne obnašajo v skladu s tistimi analizami. Primer je, ko analiziraš podjetje, misliš, da je zelo dobra cena, ga kupiš, pa kar 30-40% pade. Ne veš zakaj. In potem sem se nekako odločil, da se bom tega lotil sistematično in sem pač prej že nekako pridobil naziv Chartered Financial Analyst, CFA, ki bi rekel, da je nek tak gold standard za to tradicionalno fundamentalno analizo pa asset management, ti da zelo veliko znanja, in sem potem se lotil v bistvu pridobivanja naziva Chartered Market Technician od ameriškega pač združenja za tehnično analizo. Zato, ker v bistvu nekako je to zelo tak obsežen pa strukturiran pristop k učenju tega in pa največji problem, bi jaz rekel, sploh tehnične analize je, da ljudje pri poplavi vseh teh podatkov na internetu najdejo napačne vire, se učijo napačnih stvari, medtem ko mi je tale program omogočil, da sem res našel prave vire. Bova v podrobnosti šla še v tehnično analizo. Si pa eden izmed edinih v Sloveniji, ki ima ta certifikat za tehnično analizo. Drugače, pred mano je ta certifikat pridobil že en, zdaj bom rekel kar prijatelj, ki je trgovec na Belektronu. On sicer se je preselil v London, tako da sem zdaj v tem trenutku jaz edini v Sloveniji, ki ima ta certifikat, ali pa ne certifikat, ampak ta chartered pač naziv pridobljen. Za tehnično analizo. Da ljudem morda uvodoma razloživa, fundamentalna analiza nekako sledi dobičku podjetja, kakšen promet ustvarja, kakšen denarni tok ima podjetje. Pri tehnični analizi je pa cena kralj pravzaprav. Izhajamo iz cene, spremljamo, kakšno ceno ima danes, kakšno včeraj in napovedujemo, kakšna cena bi bila lahko v prihodnje pri določeni delnici. Če pogledamo podatke, ki so na voljo, v bistvu večino podatkov mi lahko dostopamo z kar velikim zamikom. In podatki o sami ekonomiji so ali z mesečnim ali s kvartalnim zamikom, podatki računovodski, finančni od podjetij tudi so z velikim zamikom, naprimer vsaj enega meseca do spet enega kvartala. Tako da v bistvu nikoli ne moramo vedeti, ali določeni ljudje, določeni krog ljudi pač že malo več ve od nas.
Medtem, ko pri ceni sami pa smo vsi enaki, ne. Torej cena je tisto najbolj neobdelan podatek v vsakem trenutku, ti je na voljo in pač kakšen je volumen trgovanja, kakšna je cena za določeno zadevo, ne. Jaz bi tukaj se ne bi omejil samo na delnice in kripto in v bistvu surovine in delnice, karkoli pač, kar se lahko trguje, za kar obstaja organiziran trg, ti cena lahko zelo veliko pove. Zato, ker v bistvu na trgu imaš povpraševanje in ponudbo in pač ta povpraševanje in ponudba določa ceno. In zdaj zelo lahko je reči, ne vem, poštena cena nečesa je toliko. Zdaj pač ja, tržna cena je pa popolnoma drugačna. Ne? Zdaj, ali ima trg prav, ali imaš ti prav, ki si je delal analizo. Ne? Jaz pač mislim, da cena na trgu je dejstvo, ne? Neka vrednost, ki jo pa za analizo določiš, je pa tvoje objektivno, mislim, je pa tvoje subjektivno mnenje o ceni nečesa. Ne? Ljudje tudi to slišijo, ne? Da je pravzaprav, če pasivno vlagaš v sklade, je to morda na dolgi rok bolj dobičkonosno, kot če se aktivno ukvarjaš z investiranjem. Jaz bi pri tem rekel to, da v bistvu za veliko večino investitorjev, ne, bi se jaz s tem kar strinjal. Ne. Zdaj pač zadeva je takšna, da v bistvu prvo, tudi jaz sam to opazim, sem tudi že prej omenjal, ne, ko nekaj kupiš, pa vidiš, da je zraslo, ne, si misliš, ja, sem že zelo veliko zaslužil, ne, bom zdaj to zadevo prodal. Ne. Ko nekaj pade, se spet ustrašiš, drugače na to odreagiraš, kar držiš tisto, kar si izgubil, naprimer. Ne. In v bistvu ljudje imamo velik problem, da pri investicijskih odločitvah se nam vključijo čustva. Več, kaj denarja v igri, bolj smo čustveni. Ne. In ko smo čustveni, ne sprejemamo racionalnih odločitev in delamo napake. Ne. Pri pasivnem investiranju sta dve prednosti. Ne. Torej, če ima nekdo plačo, pa vsak mesec daje na stran denar, ne. Bo enkrat kupil drago, enkrat bo kupil poceni in bo povprečje dobro, nekako na zelo dolgi rok pa trgi grejo navzgor, ne, tako da bo v bistvu tista povprečna nakupna cena dobra. Ne. Pa še ena stvar je, ti neki pasivni skladi imajo v bistvu ponavadi sledijo nekemu indeksu, ne, in tam notor so vse delnice. Če pogledamo danes, naprimer S&P indeks ali pa indekse po svetu, je zelo malo število podjetij, ki predstavljajo rast v indeksu. In porečemo, ameriška borza raste. Dejansko v bistvu raste 5 podjetij v borzi, raste 5 do 10 ostalih 495 je pa tam, ne? Ja, in potem v bistvu, če se greš stock picking, da zbiraš posamezno delnico na podlagi neke fundamentalne analize, kaj pa je tisti, jaz bi rekel, da pri tehnični analizi vedno iščemo nek catalyst. Torej, ne samo, da mora biti delnica poceni, to še ne pomeni samo po sebi, da bo ta delnica, zdaj se pač na delnice osredotočam, ker je zelo lahko to vrednost razložiti, ne. Boš v bistvu, kaj je pa zagotovilo, da kljub temu, da je poceni, da bo ta delnica rastla. Zato, da raste, mora biti povpraševanje za to delnico večje kot pa ponudba. In dejansko v bistvu ti s tehnično analizo pač poskušaš ne določiti zdaj, kaj je podcenjeno, kaj je precenjeno, ampak kaj bo rastlo, ne. In dejansko v bistvu imaš drugačen pristop pri pasivnem investiranju, pa bi jaz večini ljudi svetoval, da naj gledajo samo na ceno te upravljalske provizije, zato ker dejansko v bistvu, če gledaš, da je povprečje donosa delnic, naprimer 7-8% na leto, naprimer, ne, pa če ti upravljalc, torej sklad, vzame 2-3%, ne, je to pri obrestnem računu ogromna razlika na koncu. Ne. Torej dejansko v bistvu pri 8% donosu se ti denar podvoji v 9 letih, pa nekaj takšnega. Ne. Torej, to je pravilo 72. Če 72 deliš z donosom, ki ga imaš, vidiš, v kakšnem času se ti podvoji denar. Ne. Torej pri 7,2% donosu bi se ti
podvojil denar v 10 letih. Ne. Zdaj pa, če gledava, če ti nekdo vzame 2-3%, ne, ti je vzel od 7%, da lažje računam, ne, 3, torej ti ostanejo 4. In če deliš 72 za 4, se ti pa pač zadeva podvoji, ne vem, zdaj z glave 16-17 letih, ne v 10. Ne. Ja, tako da v bistvu ta nasvet tudi premoženjskih svetovalcev je kar pravilen. Ne. Je pa tako, da v Albacorju smo pa, zato ker smo videli, da je zelo pomanjkanje tega na trgu, se začeli ukvarjati, smo naredili pač storitev premoženjskega svetovanja pa upravljanja premoženja za podjetnike, zato ker podjetniki pa naprimer imajo zelo specifično situacijo, da dobijo denar v enkratnem znesku. Ne. Torej, če ti dobiš naenkrat $500,000, milijon, 10 milijonov, 100 milijonov, ne, moraš pa hudičevo paziti, da ne narediš tistega drawdowna, da ne kupiš v napačnem trenutku. Torej, da zdaj, če bi ti investiral v delniške trge danes, ne, pa se bova pol na to temo vrnila, ne, jaz pač sem zelo šel iz tega, da poskušam reči, ja, vse je precenjeno, ne bo več trg rastel. Trg lahko raste še naslednjih 2 leti, ne vemo. Pač slediš, dokler trend gre v pravo smer. Ampak če pa si zdaj podjetnik, pa greš zdaj kupiti, ne vem, ETF, torej to je sklad, ki kotira na borzi, pa v vsakem trenutku veš ceno te enote premoženja, ne, pa daš noter 50 milijonov, pa se ti bo zgodilo, da bo 50% padel trg, kar čist lahko, zato ker so delnice Zelo visoko. zelo visoko glede na te neke dobičke. Ne. Če zdaj pač rečemo, da je dobiček tisto, kar pripada lastnikom, ne, pa je, ko pa nekaj kotira po 40-kratniku dobička, ne, to, ne vem, ali bo se v 40 letih ta investicija povrnila, če bo pa dobiček za polovico padel pa v 80. Ne. In dejansko v bistvu, če ti 50% zgubiš, moraš potem 100% zaslužiš, da prideš na nulo. Ne. In takrat je pač potrebno, enkraten znesek moraš investirati v nekaj. Je treba zelo paziti na downside, torej biti risk averse, ne, torej se izogibati riziku in pač sistematično delati donose, ne vem, da doseže 7-8% od 10%, brez da imaš to volatilnost, da bi ti padlo. In tehnična analiza ne samo, da lahko pomaga pri zbiranju prave naložbe, pri pač vhodu v investicijo ali pa vstopu v investicijo, ampak tudi pri risk managementu, torej da v bistvu paziš, da se ti ne bo ta drawdown zgubil. Drawdown je v bistvu padec od najvišje točke do tiste najnižje, ki pade. Ne. In če je nekaj 100, pa pade za 50, je to drawdown 50. Ne. Teda v bistvu, ja. Ok. Morda bi mogla ljudem uvodoma malo razložiti, kako se sploh lotiš tehnične analize in kaj je v bistvu, se da z njo več zaslužiti, torej, kakor z neko klasično metodo rednega investiranja. Ja, jaz bi rekel, da v bistvu ful je pomemben sistematičen pristop k investiranju, da se več zaslužiti, predvsem zaradi tega, ker če računaš verjetnost, da se bo nekaj zgodilo, pa imaš zelo sistematičen pristop k risk managementu, v bistvu ti poskušaš v čim manjšem času na trgu čim več zaslužiti. Ne, torej je logika obratna, ni be in the market, ne, for the long term, pa pač pusti vse pasivno, pa ti bo čas naredil svoje, tukaj je pač logika obratna, ti poskušaš za čim manj časa na trgu zaslužiti čim več. Ne, kar pomeni, da v bistvu zato, da to dosežeš, ne, ti če boš to delal brez leveragea, brez zadolženosti, ne boš mogel buy and hold premagati. To bo zaradi tega, ker boš na primer na trgu samo 10% časa, 20% časa, ali pa ne vem, tudi nekatere strategije so, da si 80% časa, bom potem malo več o tem povedal, ampak zato, ker ne boš čel čas na trgu, boš tudi nekatere zelo dobre dneve zamudil, pa tudi nekatere bolj slabe. In kljub temu, da boš, ne vem, pravilno napovedal nekaj, ne vem, 60% časa ali pa 70 ali pa tudi 55, kar je že več kot pol,
še vseeno tvoj dobiček ne bo tako visok, ker ti bo cash stal na računu, ne? Torej v tistem času ne bo delal. Ne? In dejansko v bistvu zaradi tega je pri tehnični analizi zelo pomemben ta komponenta v bistvu sistematičnosti, konsistentnosti, da veš, kaj delaš, da to igraš kot v bistvu nekdo, ki upravlja kazino, da res v bistvu za statistiko določaš, da boš večkrat zmagal, da veš, koliko dolga si lahko privoščiš in podobno. A lahko kar praktično skozi tvoj primer. Ti recimo trguješ z S&P 500, ne? Pravzaprav prek futuresov, prek terminskih pogodb, slediš S&P 500 indeksu. In si fokusiran samo na njega. Torej, za razliko od klasičnih pasivnih vlagateljev, ki morda vsak mesec vplačujejo v S&P 500, ti kupuješ S&P 500 samo za par dni, ali kako v praksi? Ja, v bistvu, vsak se mora vprašati, kakšen psihološki profil ima. Ne? Jaz sem pač ugotovil, da mene zelo psihološko mučijo drawdowni. Ne? Torej, če kupim nekaj, pa gre 20% navzdol, mene to ubija psihično. Težko spiš pol, ja. Težko spim. In zaradi tega v bistvu sem nekako se skozi spraševal, na kak način, ne vem, ta Jim Simons, ki je zdaj pred kratkim umrl, ki je naredil najbolj uspešen sklad, ta hedge sklad z, ne vem, povprečno 66% donosom letnim, ne, sem skozi v bistvu bral, zbiram knjige v bistvu o tehnični analizi, na kakšen stil trgovanja, kaj delajo, ne. In v bistvu edini način, da lahko mirno spiš, je, če čez noč nimaš pozicij. Ne. In zaradi tega je nekako moj stil trgovanja ta, da čist pogledam zvečer, kaj se bo naslednji dan dogajalo na trgu, na podlagi tega, kar se predhodni dan v predhodnih dneh dogajalo. Potem v bistvu si nekako pripravim game plan, torej nek načrt trgovanja za naslednji dan. Potem pa v bistvu, ko se začne trgovati, naslednji dan gledaš, kakšen je ta opening range, torej v prvih 15 minutah pa ure trgovanja. Včasih je bila to 1 ura, sam dan danes je se to skrajšalo in v bistvu ta najvišja cena, najnižja v prvi uri trgovanja ali pa v prvih pol ure trgovanja, ti lahko zelo dosti pove o tem, kar se bo v nadaljevanju dneva dogajalo. Ne. In na podlagi tega potem pač v času dneva zbiraš določene trade, ki imajo zelo visoko verjetnost. Kot primer je, če imaš dan, ki od začetka začne samo rast, pa se cene v 5-minutnih, 10-minutnih intervalih, pa 15, kjerihkoli si zbereš, sploh ne prikrivajo, nikoli ni v bistvu najnižja cena v naslednjem intervalu nižja od najnižje cene v prejšnjem, pa pač cena na koncu tega intervala je višja. Če imaš, na primer, to rast, v bistvu takšnih dni je na mesec 3. In v bistvu ti je najbolj pomembno, da tak dan ugotoviš, pa kupiš zjutraj, pa do večera držiš, pa če vidiš, da je zelo dober momentum, torej momentum je cena zdaj, cena pred 5 periodami nazaj, da je to zelo hiter premik, pa zelo močen, tudi da volumen to potrjuje, potem pač lahko tudi čez noč držiš. Torej, kupiš zjutraj, držiš do konca dneva, prespiš, potem pa zjutraj ob 11 naslednji dan prodaš. In si pobral, ne vem, tudi po 2%, 3% pri S&P-ju, na primer. To so najboljši dnevi. To je brez vzvoda, leveragea, ki si ga prej omenjal. Tudi to bova zdaj razložila ljudem, kaj pravzaprav je. Ta leverage se uporablja, koliko je pri S&P 500 na futuresih leverage? V bistvu je tako, da ti se lahko, glede na to, kakšen margin imaš, kakšno boniteto pri tem trgovcu, si pač lahko imaš margin 1:20, 1:5, naprimer. Tudi ti, če imaš cash na računu, pa si za tistim delčkom, ki trguješ, imaš vedno, naprimer, isti margin, naprimer, imaš 1:20, 1:10,
ti si lahko s tem, ker pač cash na strani držiš, sam svoj margin upravljaš. Ne? Torej ti Da ni bova čisto, razložila, ne, 1:10, to pomeni, če imaš 1000 evrov, je v bistvu tako, kot da bi trgoval z 10-krat več, torej z Ja. 10 000 evri. Ne. Čeprav jih nimaš, imaš samo 1000. In Ne. Kar pomeni, da lahko tudi bolj zaniha nadol, lahko pa tistih 2%, ki si jih ustvaril, je krat 10, torej si ustvaril 20%. ja, pol. s tem, da v bistvu ti, ki trguješ z torej z futuresi ali pa s čemarkoli, torej za retail investitorje so dostopne tudi ne vem, CFD, to je Contract for Difference, ne, to je v bistvu čist pogodba, kjer ti ta broker izplača samo razliko, ki se je razvila v ceni in ti tu dajo zelo visoke leverage. Tudi 1:100 ti dajo, kar ne moreš doseči na futuresih, naprimer, ne, in oni ti pač prednost teh futuresov je, da so zelo poceni za trgovati, pa zelo likviden trg, ne. Tam imaš v bistvu Futures, 0,5. terminska pogodba. Futures to je standardizirana terminska pogodba, ki ti da, ki pač kupiš čez 3 mesece nekaj pač, torej določa ceno čez 1 mesec, 2 meseca, 3 mesece. Jaz pač sam te front-end manj trgujem, to so v bistvu tiste, ki so najbolj likvidne. Ne. Imaš pa futurese tudi do 1 leta in podobno. Ne. Teda v bistvu je to samo standardizirana količina v bistvu nečesa in potem za to terminsko pogodbo se trguje in je zelo poceni to trgovati, to ne stane v bistvu praktično nič, da ne vem, $100,000 narediš transakcijo, te stane $2, naprimer. Ne. In če prav razumem, ti recimo v enem tednu, 5 dneh, ne, ti recimo, ne vem, si 3 dni lahko pozitiven, ustvarjaš po 2%, 2% ponedeljek, 2% torek, 2% sredo, pol pa ne vem, četrtek, petek pa zgubiš po 2%. Ne. Ja, seveda. Ampak si na To je koncu vse- tedna 2% v plusu, če dodavaš še ta vzvod 10-kratni, si torej v enem tednu ustvaril 20%. Seveda, sam to zdaj ne trguješ z vsem svojim kapitalom. Ti v bistvu zelo pomembni risk management, ti če imaš naprimer 100,000 evrov, naprimer, ne, boš rekel, ok, koliko transakcij lahko naredim za minusom, da sem še živ. Ne. In ti v bistvu si boš vedno postavil, da boš največ 1% svojega portfelja riskiral z enim tradom ali pa boš 2% riskiral. Ne. In potem, kar ti bo pomenilo, da boš ti lahko 50krat narobe naredil, da boš čist na nuli. Ne. In dejansko v bistvu nikoli ne greš na trg Čisto z vsem denarjem. z Ne. vsem denarjem, zato ker je tukaj vedno verjetnost, to je samo igra verjetnosti. Ne. Tako. V tej igri verjetnosti, če hočeš zmagati, ne, moraš slediti neki strategiji, moraš imeti nek svoj sistem in moraš biti konstanten v tem sistemu. Ne smeš odstopati pol od njega. Tudi če ti prinaša, ne vem, 10 zaporednih padcev, moraš še vedno reči, ok, še moram ustrajati. Ne, ker če pri 11 rečeš, nekaj ni v redu, zamenjaš, pol spet spremeniš, pa imaš spet 10 slabih. Ja, ampak nisi nikamor načeloma prišel, ne. jaz, če bi začel z nekim sistemom, pa ga še nisem prej, ne vem, itak ne bi nikoli začel trgovati z nekim sistemom, če se ne naredijo backtesti, torej da testiraš za nazaj. Za nazaj, greš gledat krivuljo za Kaj nazaj. bi bilo, če bi to isto počel ob teh istih signalih. Ne? V bistvu, če bi zdaj začel z nečim, pa bi mi 10 napačnih pokazalo, ne, bi verjetno, ne vem, če bi nadaljeval. No. Ampak ja, je pa pač poanta ta, če veš, da nek sistem deluje, se ga pač držiš. Ne. S tem, da tudi ne delujejo vsi sistemi vedno. Ne. Torej v bistvu na trgih imaš režim trga, ki je pač zadnjih 15 let identičen, to je v bistvu čisti bull market. Torej, trg še vedno je, kljub temu, da je vmes imel padce, trg skozi raste. Ne, in tukaj so potem strategije nastale kot buy the dip, naprimer, ne, torej kupi ob padcu. Takoj, ko malo pade, kupi in bo šlo navzgor. Ne. Ja. In jaz pač mislim, da cela generacija zdaj ljudi, ki so začeli biti poslovno aktivni, pa se ukvarjati
takšnimi zadevami pa trgovanjem po letu 2008, ne, nikoli še ni videla krize. Ne. In dejansko na trgu ogromno optimizma, vse gre v isto smer. Jaz pač mislim, da ko se bo enkrat trg obrnil, pa ko bo res kriza, pa bojo vsi misli, tako zdaj govorijo, vsi medvedje bodo počasi odšli, ne, pač, pa so vsi pozitivni, bojo na koncu čisto vsi negativni, ko se bo enkrat začelo. Ne. Ampak takrat več te strategije, ki zdaj delujejo, ne bodo delovale. Ne. In tisti, ki se jih bojo oklepali, bodo zgubili zelo veliko denarja. Ne. Tako da v bistvu je zelo potrebno biti preudaren pa vedeti, kaj se počne. Je pa definitivno dejstvo, da velika večina trgovcev na borzi ni sposobnih biti pozitivnih, če nimajo zelo trdega sistema. No, trdega sistema v smislu, da imajo zelo definirana pravila in da se teh pravil res držijo. Ne. Ker jaz, ne vem, to če poskušiš, če greš na borzo, ko se ti cene gibljajo, ne, pa greš noter, pa nisi res v tem od jutra do večera, ne. Pa greš, pa kupiš delnico, pa jo poskušaš z dobičkom prodati. To, kot da je Murphyjev zakon. Skoraj vedno boš kupil, pa jo prodal nižje. Ne, torej, v bistvu naša psihologija ali pa psihologija večine ljudi je takšna, da bomo ravno nasprotno delali, kar bi morali pri kupovanju pa pri prodajanju vrednostnih papirjev, ne, ali pa nekih takšnih investicij, s katerimi se trguje. Ne. Kako se zdaj lotiš S&P 500, ko je na all-time high, se pravi na zgodovinsko najvišjih vrednostih? Kako se lotiš trgovanja? Kaj najprej pogledaš? Vedno je najprej potrebno analizirati zadeve na nekem higher time frame, torej na višjem časovnem obdobju, ne, to je mesečno, tedensko. Dajva še to najprej izpostaviti, da bojo ljudje vedeli. To se recimo gleda na nekih orodjih, kot je recimo TradingView. Ne. Ja. TradingView je recimo, mislim, da brezplačen do 30 delnic, da si daš lahko gor oziroma ETF-ov indeksov, karkoli. Ne. In tam gor imaš nek graf, ne, recimo imaš tiste svečke, ti si odpreš, imaš pa potem tudi te tako imenovane časovne okvirje, ne, ki si začel izpostavljati. Ne. In ti najprej pogledaš recimo tedenskega. Ne. Ja, najprej včasih pogledam tudi mesečnega. Glavni za ta primarni trend mi je tedenski pa poldnevni. Ne. Se pravi, ko je ena svečka en teden ali pa ena svečka en mesec, ne, in potem dobiš neko večjo bigger picture, večjo sliko, kaj se prav dogaja. Ne. Vse drugače, svečke so zelo lep način prikaza cen v nekem obdobju. Ne. Svečka v bistvu prikaže najnižjo ceno, najvišjo in pa ceno ob začetku tega obdobja in pa na koncu. Ne, in dejansko zelena svečka z dvema repkoma pomeni, da na koncu teh repkov je najnižja pa najvišja cena, pa če je zelena, pomeni, da je tisto telo svečke, da je začetna cena, torej opening price, bila nižja od closing price. Ne. In dejansko v bistvu, ja, kaj analiziraš, je cena. Ne. In ljudje smo taki, da zelo lepo analiziramo zadeve preko vizualnih pripomočkov. Ne. In v bistvu tehnična analiza je za mene katerakoli analiza ponudbe pa povpraševanja in pa katerakoli oblika analize cene pa volumna, pa kaj se s temi dogaja. Ne. In dejansko v bistvu svečke so takšna lep vizualen prikaz. Jaz tudi svečke gledam, ker so mi barvno prijetne za analizirati pa gledati, kaj se dogaja. No in v bistvu ti, ka primarni trend nekako pogledaš, ali zdaj zadeva raste ali pada, ne, potem pač začne zniževati to časovno obdobje. Ne. Zato, ker nekako imaš primarni trend v eno smer, potem imaš sekundarni trend, ki gre kontra temu trendu, ne, torej vedno, ko nekaj raste, bo padlo malo, ne, pa potem spet začelo rasti. In pa potem še imaš... In to paziš na mesečni, recimo, ne vem, ko je ena svečka en mesec, že vidiš, da je bila
Ali Na kako? mesečno vidiš, da je vse skupaj gre navzgor. Ne? Okay. Pol greš na tedensko. Na tedensko, potem pa vidiš v bistvu, koliko tednov je bilo z zaključeno nižjo ceno od tiste, ki je bila na začetku tedna. In pol greš na dnevno. In potem greš na dnevno, ja. Okay. In potem na dnevni pa si že fokusiran na vstop. Ne? Na dnevni si, če delaš zdaj na investicijah, kjer hočeš zadevo držati, ne vem, par tednov, par mesecev, eno leto, ne? Ali pa par dni samo, ne? Ti držiš po par dni največ. Ja, s tem, da jaz na teh dnevnih svečkah še ni mi to osnova za vstop. Jaz gledam na 15 minutnih. A 15 minut? Ja, potem greš še nižje. Grem nižje na 15 minut in potem na 15 minutah, včasih tudi na 5 minutah gledam, kaj se bo med dnevom dogajalo. Ne? In dejansko v bistvu vedno gledaš isto. Gledaš v bistvu, ali se je cena zelo gibala v enem dnevu, ne? Torej, ali so se vsi strinjali, kakšna je cena, pa je zelo nizki razpon cene. Potem gledaš, kakšne so bile cene en dan nazaj, 2, 3, en teden nazaj, potem še več nazaj, kje so bile tiste cene, ki se je večkrat ponavljala. Logika je ta, da v bistvu tista cena, ki se večkrat ponovi, tisto ceno bodo ljudje imeli v glavi, naprimer, ne? In potem dejansko v bistvu, če pogledaš za nazaj, kjer je tista cena, ki je bila najvišja pred tem, kjer smo zdaj, boš gledal tisto ceno, pa ali jo boš zdaj prebil, potem ali jo bo cena prebila pač tako gladko, pa hitro, ali bo se mučila na tistem nivoju, ne? Pač vse te zadeve so pomembne, da nekako določiš. Je pa tako, da ravno prej, ko smo se že malo pogovarjala, pred oddajo sem rekel, da v bistvu jaz sem imel zelo težavo pri tem malo bolj dolgoročnem investiranju, ne? Držati pozicijo v trgu, ne? Pač vedno imaš tisti občutek, jo, zdaj pa sem že zaslužil, zdaj pa daj, da grem ven, ne? In pri tem mi je zelo pomagalo, da v bistvu imam metodologijo, kako ta primarni trend res v redu določati, ne? Jaz v bistvu primarni trend skoraj ne gledam na tej jaz sem zdaj povedal klasično metodo, kako to sam gledaš, ne? Ampak jaz uporabljam v bistvu signale DAO teorije, ne? To je v bistvu gospod DAO je bil en novinar, ki je zelo veliko stvari naredil, ne? To Dow Jones se imenuje po njem, ne? Ki je indeks največjih teh podjetij v Ameriki, in on je takrat tudi razvil teorijo, kako investirati v delnice. Ne? Na podlagi tehnične analize. Na podlagi tehnične analize. Sej takrat v bistvu v tistih časih je že tehnično analizo bilo težko uporabljati, zato ker so ti podatki prihajali pač sprintani v časopisu, ne? Ni bilo računalnikov, ne? In zdaj, preden si ti bilance od kjerga podjetja dobil, je pa itak bilo nemogoče, ne? To si lahko šel fizično na podjetje, pa če so tega dali, ne? In on je pač v bistvu rekel, da se morajo indeksi med sabo potrjevati, ne? On je takrat so imeli indeks Dow Jones Industrials in pa Dow Jones Transportation, ne? Torej transportna podjetja in pa industrijska, in on je rekel, da se ta dva indeksa morata med sabo potrjevati. Torej, če ne raste hkrati transportni sektor pa hkrati industrija, to ni pravi bull market, to ni prava rast, ne? In pa da more še volumen v bistvu potrjevati oboje, ne? Torej, da z visokim volumnom zadeve rastejo, ne? In njegova teorija še dan danes deluje. V bistvu, jaz naprimer, ne vem koliko, $20 stane, pač imam subscription na The Dow Theory, theory.com, in imajo newsletter vsak mesec, pa vsakič, ko se nekaj na trgu zgodi, ne? In je ful zanimivo v bistvu, da za to teorijo pobereš, ne vem, 80-90% trenda v vsako smer, in da v bistvu že od leta 1900 ali pa tam, ki imajo podatke, ne, outperforma v bistvu indekse za, ne vem, 30-40%, ne. In dejansko v bistvu mi je spremljanje te teorije dalo tisto samozavest, da držim trend, če imam dolgoročno pozicijo. Mi pa hkrati, da v bistvu še samozavest pri dnevnem trgovanju, ne,
zato ker pri dnevnem trgovanju ali pa na krajših time framih je zelo težko trgovati proti trendu. Torej v bistvu the trend is your friend, se nekako reče. Tisto smer, ki trg pritiska, ki gre, tisti primarni trend, v tisto smer boš lahko ugotovil, da se bo tja premaknilo. Ne? Tedy, če jaz sem delal analizo čisto statistično, v bull trendu koliko dni, naprimer, je pozitivnih, da je open to close pozitivn. Ne? In dejansko v bistvu, ko je bull market, imaš skoraj 60% dni, ki grejo navzgor, ne? V skoraj vseh obdobjih. Ne? Pa še, ko imaš bear market, je skoraj pol-pol. Torej, malo, 51% jih gre navzdol. Ne? In dejansko v bistvu ti to pove, da če bi ti brez da razmišljaš, samo vsak dan rekel, šlo bo gor, bi bil 6% časa, bi imel prav, ne? Ali pa 55. Ne? In zaradi tega je dejansko vedno imam neke signale ali pa te zadeve in rečem, ok, zdaj bo šlo gor, še z večjo verjetnostjo, kot pa če sam naključno tole zbiram in pač trgujem v smeri tega primarnega trenda, ki ga določim s to dal teorijo. Ne? A se da živeti od tega? Dost ljudi ima željo, da bi bil to nek en tak obstranski hobi, da bi vsak dan malo si pogledal, mogoče tako, kot ti zdaj samo S&P 500 spremljal. Mislim, ful zanimiva je zgodba od enega gospoda Darvas. Je bil en profesionalni plesalec, ki je pač se mu ni dalo zelo veliko delati, imel je pa nek denar. Ne? In on je razvil, celo eno knjigo je potem napisal, How I Made $1 Million Trading Stocks. Ne? In on si je zelo simple strategijo razvil. Ne? On je, temu se reče Darvas box, ne? Torej je pogledal v zadnjih, ne vem, 5, se ne spomnim koliko dni, 5, 10 dneh, enem mesecu, kakšne, ali so cene rastle, ali so padale delnic. In si je naredil kockico okoli najnižje cene, v tistem obdobju pa najvišje. In potem je samo gledal v bistvu, ali se v naslednjem obdobju cena gre iz njegove kockice ali ne. In če je šla iz nje, jo je kupil, če je pa prebila spodnji rob te škatlice, jo je pa prodal, če je pa bila v škatlici, je pa ni kupoval. Ne? In se je razvil zelo simpel metodo, v bistvu vsak dan je pogledal v bistvu zjutraj ali pa zvečer časopis in potem naslednji dan te delnice kupil. In sistematično držal tega in je zaslužil ful denarja, zraven tega je pa pač se ukvarjal s tistim, kar je imel rad, je plesal. Ne? Tako da v bistvu bi rekel, tisti, ki mislijo, da bo zdaj day traderi, pa da bo trgovali, ful je težko. Ne? Torej, prvo kot prvo bi rabo za to, da ne rabiš prevelikih rizikov sprejemati, ful veliko količino denarja. Ne? Druga stvar je pa ta, ne, da se moraš res posvetiti temu. Ne? Imaš fante pa punce, ki res služijo s tem. Ne? Tudi imaš take, ki so milijonari postali. Samo to tako kot pri tenisu. Začne se jih baviti s tenisom par milijonov, Djokovic je pa en. Ne? In dejansko v bistvu, če se res ne posvetiš temu, pa celo življenje posvetiš temu, bi odsvetoval, da boš zdaj kar mislil, da boš s tem zelo uspešen pa zelo služil. No? Kvečemu mislim, da se boš imel fajn, pa boš pač se veliko naučil tudi, ne? Ampak rezultat pa ne bo zelo uspešen. No? Kaj, če bi hotel nek povprečen rezultat, recimo, ne vem, 30% letni donos? To je že zelo izjemno, se pravi, povoziš S&P 500, ne vem, moj nasvet bi bil, da si boljši od indeksov, ne, 30% na leto si naredil. Pa spet, če gledava tako, da narediš v parih dneh lahko že 20%, to sploh ni problem, ne, pol. Ja, če bi res konstantno to delal, si že ful dober trgovec. Ne. Zdaj pa, če lahko sam nasvet dam, da se najprej sfokusiraš, da imaš enih 4-5, bom rekel temu, setupov, ne, ki
ki jih res obvladaš, ne? Torej, da ne greš preveč v širino, da se naučiš nekih sistemov, ki res delujejo, ne? In da potem spiliš te sisteme v nulo in da se jih tudi držiš, da ne trguješ emocionalno, ampak se držiš teh 5-6 pravil, ki delujejo. Deva razčlenite en setup, recimo. Kaj vse mora vsebovati? En takšen setup, ki je meni zelo simpatičen, pa tudi deluje, ne? Je naprimer, imaš kazalnik MACD. MACD je Moving Average, MACD, to je Moving Average Conversion Divergence, to je v bistvu razlika med 26-dnevno pa 12-dnevno pač to moving average, ne? Torej z 26 dni računaš povprečje cene, pa rišeš črto, ne? Torej pa vedno naslednjih 26. Ampak ta indikator lahko si naložiš in ti on sam že kaže krivuljo. In ti krivuljo kaže, ja. Okay. In dejansko ta indikator je zelo lep, da naprimer pokaže, ko se obrne navzgor, tale njegova, torej imaš MACD line, ne, to je samo to razmerje med tema dvema, potem pa imaš še 9-dnevno povprečje tega MACD-ja. In v bistvu, zakaj se ta povprečja računajo? Ker ti, ko povprečje računaš, omiliš te gibanja dnevna, ne, in dejansko, če se bo v povprečje 5 dni, 10 dni, kjerihkoli dni, pač obrnilo navzgor ali pa navzdol, je to ful boljši indikator tega, ali se je trend obrnil navzgor ali pa navzdol, ko pa sama tisto nihanje cene dnevno. Ne. In se pravi, črta MACD, če se trend obrača nagor. To je ta indikator od spodaj, ki nam... Ja, signalna črta. Torej, če se signalna črta obrne navzgor, je to obrat trenda. MACD črta gre kar niha, ne? Ker to je razmerje med onima dvema 26 pa 12. In dejansko en takšen moj zelo priljubljen setup, ki ga je ena gospa Linda Raške razvila, ne? Ona je ena od mojih idolov, ali pa sem njen fan, ne? Je dejansko v bistvu, ker se ona en malo drugačen MACD uporablja, ker je 10 dni pa 7 dni, no? Ni 26 pa 12, ampak se vseeno, ker se obrne ta črta navzgor, ne? Ta počasna, in potem, ker se prvič tista hitrejša črta pade do te ali pa pod to, pa spet začne rast, tam kupiš, ne? To je v bistvu, trend se je obrnil navzgor in ti počakaš na prvi ta popravek spet nazaj. Ne? In držiš toliko časa, da se ta črta od zgori spet ne prekriža, ne? Ja, no v bistvu to je takšen setup, ker je meni poleg tega MACD-ja, ne vem, gledaš volume, gledaš še kakšen drugi indikator, RSI ali pa... Mislim, jaz vse te indikatorje poznam. Ljudje zelo narobe razumejo te indikatorje, tudi pa jih narobe uporabljajo. Naprimer RSI. Kaj je RSI? To je v bistvu, gledaš povprečje premikov navzgor pa premikov navzdol. Torej, premik navzgor je v bistvu cena na začetku dneva pa do koncu dneva, kak se v bistvu, koliko je zrastla, ne? In če je to pozitivno, so to pozitivni premiki, če je negativno, je negativen premik, in ti, ka tole 10-dnevno premik navzgor pa navzdol zdeliš, dobiš povprečje in potem to spremeniš v indeks, ki je od 0 do 100. Torej 100 je, da so bili čist premiki navzgor, ne? 0 je, da so bili čist navzdol. In dejansko v bistvu ljudje pravijo, ja, če je nad 70, je to prekupljeno. Je prekupljeno in trguješ nazaj. Ne, ni res, ker 70 je lahko tudi še en teden, 14 dni nad 70. Nad 70, dejansko v bistvu tale gospod, ki je Wales Wilder, to je v 70 letih definiral tale kazalnik, je rekel, da se ta kazalnik trguje samo na podlagi divergence. Takrat divergenca pa pomeni, ker ta RSI naredi vrh, pa potem naslednji vrh nižji. Naprimer, cena pa naredi ta vrh, pa naslednji v tem istem obdobju višji. Se pravi, da gre ena črta gore, ena pa dole. Je divergenca med tem pa med zgornjim in pač ti v bistvu takrat prodaš zato, ker pač
ti ta RSI kaže, da bo padlo. In to zelo lepo deluje. Ampak dejansko v bistvu, če bi pa jaz pogledal, kaj najrajši uporabljam, pa mi da največ podatkov, je zadeva, ki se ji reče market profile. To je v bistvu se čas dneva ali pa ure ali pa nečesa se razdeli na manjše enote. Torej dan razdeliš naprimer na 15-minutne intervale in te intervale z različnimi barvami označiš ali pa A, B, C, D, E, F, G, H, naprimer, ne. In potem v bistvu rišeš, pri kateri ceni se je v katerem intervalu cena ponovila, ne. In v bistvu čisto taka tipična struktura je, da ti ta normalno krivuljo, bell curve, torej normalno distribucijo naredi, lahko ti P črko nariše, B črko in potem gledaš v bistvu tiste cene, kjer se je samo enkrat ponovila, ti pokaže, da niso pomembne, da se bo hitro spet premaknilo čez to ceno. Tam, kjer se je velikokrat ponovila, k tisti ceni bo gravitiralo vedno gibanje, ne. In tako da v bistvu, da bi rekel, gled, uporabljam te 3 kazalnike, jaz tega ne počnem, sam jaz pač res veliko teh kazalnikov poznam pa vsega in potem je čisto odvisno od time frame pa česa počnem. Je pa tako, da v bistvu sem se vedno bolj začel ukvarjati, pa se ukvarjam s tem, da v bistvu v Pythonu, programskem jeziku, programiram signale, jih backtestiram in potem delam sistematične trgovalne strategije, kjer jaz ne trgujem. Je pa moje osebno mnenje, da v bistvu nekdo, ki je zelo dober trgovec, ne, bo še vedno boljši od računalnika, ne. Ampak takšnih je zelo, zelo malo, ne. In tudi ful cenim, naprimer, ta skill, to veščino, da znaš ročno trgovati, zato ker pol se tudi zavedaš svojega psihološkega stanja, zavedaš se, kje si močen, kje nisi, občutiš trg, občutiš tisto, kar trguješ, ne. Opaziš vzorce, ko gledaš te svečke, recimo izpostavlja se dostikrat head and shoulders, ne, se pravi glava z rameni, ne, ko se naredijo, ne vem, pa double bottom, ogromno je teh, ne. Jih gledam, ne, pač problem ljudi je to, da jih ne vidijo na začetku, ne vem, si kdorkoli začne gledati na začetku te svečke, mu ni nič jasno, ne, to je v bistvu kot neki... Ja, sej obraten problem je tudi, ne, da ljudje vidimo, kar pač hočemo, ne, in dejansko v bistvu, če nekdo misli, da je full, torej bull market big, ne, da bo vse full rastlo, ne, bo videl, ne vem, nek pattern, ki bo potrjeval to njegovo. In to je še en od teh, bi rekel, psychological, torej behavioral biases, ne. Nekih momentov psiholoških, ki te emotional, zavedajo, pa kognitiv, torej ali čustvene ali pa kognitivne, ki te zavedajo, ne, in ja, definitivno, pač odločitev ti ne sprejemaš na podlagi samo enega kazalnika, enega tega patterna, ne. Vzorca ali pa tako, ja. Problem, ki ga jaz vidim s temi patterni, je, da so subjektivni, da ne morejo biti čisto objektivni, ne, jih pa pogledaš, jih gledaš, torej, ko gledaš najbolj tak poznan je head and shoulders, kjer imaš en mali vrh, pa mal padec, pol pa še en večji vrh, pol pa spet en mali vrh, kot Triglav izgleda. In potem je nekako pravilo, da pač višina tega najvišjega, ne, vkolikor prebije spodnjo črto tega Triglava, ne, bo potem padec. In velikokrat deluje, no, ne morem reči, da ne, ker zdaj, ali ne vem, zaradi tega, ker so ljudje tega toliko navajeni, ali pa zaradi tega, ker to prikazuje nekako psihologijo, ne, torej, da najprej zraste, pa pol ful zraste, pa ko ful pade, se ustrašimo, pa pridejo še nazaj tisti, ki bi radi, pa ko vidijo, da ne morejo doseči, pa kar zleti dol, ne. Je sigurno nekaj na tem tudi, ko vidiš, da je, ker, ne vem, definicija obrata, trenda, ne, je, da imaš na vrhu v bistvu lower top, ne, torej nižji vrh in pa nižji ta bottom, ne, torej nižje dno, no, torej ti gre v takem tem double topu, ne. Dva vrhova, ta drug je nižji
in pa ta nižja nivoja pri teh obratih, ki sta tudi vsak nižji. Ne. To je potem se je trend obrnil. Ne. In dejansko je najbolj pomembno to, da se ne zanašaš na samo en kazalnik, ampak gledaš vse informacije, ki so na voljo. Ne. In zato tudi samo branje svečk ni dovolj. Ne? Se pravi, za neko kombinacijo tistega MACD-ja, ki smo izpostavili, recimo branjem svečk, pri svečkah mogoče še to, da izpostaviva. Pravzaprav je tisti repak zelo pomemben. Ne? Biki, ne, ko izpostavljamo vedno te bike pa medvede na trgu. Ne. Biki so tisti, ki potiskajo ceno gor. Ne. Se pravi, če je tisti repak visok, ne, so nekako biki to potisnili više gor. Ne. Oziroma z druge strani, če vidimo, da je repak z druge strani visok, so medvedi potiskali to dol. Ne. In zdaj, če je izrazito visok repak ponavadi, je to znak, da lahko sledi nek padajoč trend. In obratno, ne, če je repak na drugi strani. Tako nasplošno. Problem je v tem, da tista začetna pa končna cena, ne, če mene vprašaš, nista toliko zelo pomembni. No. Je v bistvu visoka pa najnižja sta, če mene vprašaš, bolj pomembni ceni v dnevu, ne, ker v bistvu začetna pa končna sta samo 2 točki. Ne. In zdaj, ja, ima določen pomen, valjda, malo ni v redu slušam, ampak če je na primer v zgornjem delu tale body, ne, pa je repek še od spodaj, ja, so zmagali tisti, ki pritiskajo navzgor, ne. Pa zdaj samo po sebi pa to ne bo zdaj pomenilo, da bo kar naslednji dan padlo, ne. Lahko ti to, da je svečka zelo široka, pove, da je pač na trgu zmeda, da noben ne ve, kaj bo, ne. Ker ni repkov, na primer, ne. Se vsi strinjajo o ceni. Ne? Vse kombinirati. Moving average, ena od stvari, ki skoraj vsak v tehnični analizi jo tudi spremlja. Ne? Se pravi, moving average neko drseče poprečje v 100 dneh, 200 dneh. Ne? Se pravi, kakšna cena je bila v 200 dneh, to je zelo neka ena taka črta, ki nam daje poro. Ne? Ja, ima nek pomen. Ne. Zdaj spet ne bi dajal jaz temu toliko zelo poudarka. Ne. Ja, ima nek pomen, spet je tisto vprašanje, ali se cena na tem 100-dnevnem moving averageu zaustavlja zato, ker je to res neko tržno pravilo, so se že vsi toliko navadili, da se tam zaustavlja. To pač ne moramo dobiti odgovore. Ne. Jaz tudi pogledam te zadeve, ne, mi dajo pač neko sliko. Neka črta, ki lahko spremeni trend. Ne vem, trend, da se bo gor nadaljeval ali pa dol. Lahko. 200-dnevna drseče poprečje. Ne. Jo, lahko, ja, lahko, samo ni pa nujno. Ne. 200 dni je zelo dolgo obdobje in pol, če neke zadeve so lahko nad to črto ful dolg časa. Ne. Tudi, če samo to črto gledaš, pa izstopiš, ko greš spet v drugo smer, boš zelo velik tiste tvojega dobička dal v stran. Ne. Tako da je to neka črta, ampak ni toliko pomembni indikator, da bi zdaj rekel, glej, sam to glejte. No. Je pa dejstvo, da v bistvu te moving average ti pomagajo, da ne delaš prehitrih odločitev. Ne. Ravno pri tem, kar sem jaz rekel za DAO teorijo, ti tudi to pomaga, da ne zbezlaš z trga prehitro. Ne. Še COT, recimo, sva ga izpostavila, Commitment of Traders. Ne. To je po bistvu neka slika, ki nam pa da vedeti tudi kot indikator, kaj delajo. To je, bom rekel tak nek, to so ti sentiment indicatori, ne. Torej, kjer lahko gledamo v bistvu, kaj se dogaja. Ali ljudje oziroma vlagatelji kupujejo ali prodajajo. COT v bistvu je sestavljen iz commercials, ne, financials, pa pač potem bomo rekli retail. Ne. In dejansko v bistvu ponavadi je tako, da v bistvu ti tradaš z commercialsi, ne, to je torej nekdo, ki porablja železo, ki porablja nafto, aluminij, ne,
zelo veliko ve o tem trgu, ne. In ponavadi oni vedno v pravo smer grejo, pa vedno kupijo že skoraj pred obratom, pa potem držijo, pa prodajo takrat, tik pred tistim, ki pade, ne. Pa so ti, ki so financials, ne, torej to so pa razni skladi in podobni, oni so malo kasnejši kot commercials, ampak tudi prav ujamejo ta trg. Pa imaš te čiste vlagatelje, širša množica, oni pa vedno kontra naredijo, ne. Oni pa kupijo, kaj je visoko, pa prodajo, kaj je nizko, v veliki meri, ne. To se tudi vidi lepo, če gledaš vplačila v naše vzajemne sklade, ne. Zdaj sicer že dolgo ni bilo tega primera, ampak ljudje največ vplačil je, ko je trg najvišje, pa največ jemljejo ven takrat, ko je najnižje, ne. In dejansko v bistvu pri tem COT-u gledaš commercials kot nekaj pozitivno, ne, če kupujejo tele male vlagatelje pa kontraindikator, torej, ko oni kupujejo, takrat ti prodajaš, ne. Teda v bistvu je to tak indikator, kar v redu kaže, kaj se dogaja na trgu. Saj neko sliko, ne, da veš, da ne boš šel zdaj v long pozicijo, se pravi, da ne boš kupoval nečesa, če vidiš, da so vsi ostali stavijo napadec te delnice. Ker bi pa drugače jaz izpostavil v bistvu še tale razliko med, ker ljudje vedno rečejo, ja, kvantitativno trgovanje, pa kvantitativna analiza, pa tehnična analiza. Saj noben ne ve, kaj to je. Ja, no, jaz bi rekel, da danes ne obstajajo, pač vse podatke, ki jih imaš na voljo, analiziraš, ne. Zdaj pač, če pogledamo ta sklade, ki trgujejo zelo sistematično, ne. Jaz bi rekel, da vsi začnejo skoraj za analizo cene, ne, torej kaj se dogaja z to ceno in potem jo obdelajo z pomočjo statističnih metod, ne. In dejansko v bistvu ti pri tehnični analizi lahko subjektivno pa objektivno gledaš cene, preverjaš, kaj se z njo dogaja, ne, in pač kvantitativna analiza je samo uporaba računalnika, matematičnih metod za analiziranje tega, kar se na trgu dogaja, ne. Čisto zanimiva zadeva je, da v bistvu borzni trg, ne, iz matematičnega vidika hidden Markov chain, ne. To je v bistvu skrita Markova veriga, ne. Markova veriga pomeni, da cena danes ni odvisna od ničesar drugega kot cene včeraj, ne. Torej, dejansko v bistvu hidden pa pomeni, da je trg v nekih različnih fazah, bi se temu reklo, ki vplivajo na verjetnost, kaj se bo s to ceno zgodilo, ne. In naprimer te hidden states bi lahko bili bull market, bear market, ranging market, torej, ki gre po strani, ne. In potem z matematičnega vidika lahko pač verjetnost določiš, kaj se bo naslednji dan zgodilo, ne. In potem tudi to, ko skladi analizirajo te podatke, najprej jih vedno analiziraš z, bom rekel temu, zdravo kmečko logiko, ne. Torej te osnovne zadeve, kjer dan se največ trguje, kakšna je sezonskost tega trgovanja, v kateri uri dneva se največ trguje, kakšen je povprečen volumen, kakšna so ta povprečja in vse. Potem pa v bistvu začneš z bolj detaljno analizo in potem tisto, kar rečemo, uporabljajo to deep learning, globoko učenje, pa machine learning, pa ne vem, zdaj tudi, ker se AI uporablja, ne. Sem v bistvu jaz, ker sem se s tem ukvarjal, mi je razlika, ne vem, machine learning je nekaj, kjer analiziraš podatke, ne, pa dobiš pomoč, da nekaj narediš, ne. AI je pa v bistvu, da ti računalnik poskuša nadomestiti človeka, ne. Torej v bistvu v tradanju pa v investiranju bi pomenilo pri AI-ju, da izvede računalnik in odločitev, kdaj in potem kupi in potem proda. Machine learning pa pomeni, da ti pove računalnik, glej, zdaj kupi, zdaj prodaj, in potem ti to izvedeš, ne. In potem tudi v bistvu pri tem imaš supervised pa unsupervised learning, ne. Supervised je, da metode, ki ti pomagajo iz vseh teh indikatorjev, pa vsega, pa statistike zbrati zadeve, imaš pa tudi metode, ki čisto namečeš noter, pa ti pol računalnik zbere, ne. Tako da v bistvu vse te zadeve so
povezane. Jaz pač mislim, da danes je vedno manjša razlika in med fundamentalno analizo, in med tehnično, in med kvantitativno. Pač vse je analiza podatkov, ne. In dejansko v bistvu vse podatke, ki imaš, jih moraš uporabiti. In tisti, ki so profesionalni investitorji, danes delajo na tem, da dobivajo podatke, ki jih drugi nimajo. Zato, ker imamo vsi ful veliko podatkov, ne. In zaradi tega iščejo vedno neke nove tipe podatkov, s katerimi bi lahko imeli neko prednost, ne. Zmagaš pa tako, če tako zaključiva, ne, da imaš večjo verjetnost. Ne. Ni pa zagotovila, nič ni tlele črno-belo, ne, vedno te lahko kaj preseneti, ampak igraš po neki igri verjetnosti, kot sva rekla. In dolgoročno boš morda zmagal, ne. Boš v bistvu sam kazino, ki bo nekako verjetnost sebi v prid, višjo verjetnost sebi v prid obrnil. Ja, točno to, kar si rekel. Jaz bi drugače še povedal, da imamo 6. pa 7. junija je v Ljubljani regionalna konferenca za tehnično analizo. To bo v hotelu Lev. V bistvu res je 5-6 strokovnjakov, ki so na svetovnem nivoju vodilni in pri kvantitativnem in pri tehničnem trgovanju, tako da vsi ki jih to malo bolj podrobno zanima. Ste vabljeni, ker bo res zanimivo, no. Matej, hvala lepa, ker si si vzel čas. Sva se mi zdi malo odkrila to, odprla Pandorino skrinjico tehnične analize, je pa še veliko zapovedati, tako da te vabim še kdaj v studio, pa bova tukaj odzadaj si naštimala in svečke in morda indikatorje, pa še bolj podrobno vsakega posebej razložila. Do takrat pa uspešno trguj še naprej in hvala lepa za obisk. Hvala. Spoštovani, hvala lepa tudi vam za pozornost. Kot ste slišali, kupujte vedno takrat, ko so stvari poceni in ko so visoko, takrat jih prodajte in ne obratno. Hvala lepa za pozornost in uspešen, prijeten teden še naprej. Nasvidenje.